Prvič, da damo v spredje referendum po švicarskem zgledu, ker je to danes edini učinkovit korektiv oblasti. To pomeni, da državljani sami s podpisi sprožijo neko pobudo in da lahko pod izjemno ostrimi pogoji sprožiš referendum tudi o posamezni ustavni normi. To je edino, kar je danes v demokraciji učinkovita omejitev katerekoli oblasti. To ne samo moja trditev, to uči zdaj tudi politologija in tudi ustavno pravo. Druga rešitev, večinski volilni sistem in to dvokrožni večinski volilni sistem. Sam ga zagovarjam ves čas, spremenil bi politično sceno toliko, da bi prišli končno do tekmovanja konceptov, programov in ljudi. Do tega z vso odgovornostjo trdim še nismo prišli. Zakaj, so povedali že sogovorniki. In tretja rešitev, ki se morda zdi najbolj oddaljena, pa trdim, lahko postane zelo kmalu še kako aktualna, potrebno bi bilo na ustavno pravno raven dati pravico dostopa do interneta. Danes je znanje, informacija, tisto, kar imaš, tisto, kar je največja dragocenost in kar ti nihče ne more vzeti. In trdim, da noben interes nad tem interesom. Hvala. Najprej bom rekel en stav, ki ga nisem imel velikrat priložnost se reči v življenju. Zelo se strinjam s Brankom Grimsom. Se res redko strinjava. Ne, ampak malo za šalo, malo za res. Glede švicarskega sistema referenduma, to mislim, da je nekaj, kar bi dejansko bilo zelo dobrodošlo. V večinskem sistemu sem že povedal, kje ima mogoče kakšno vprašanje za diskusijo. Glede pravice dostopa do interneta, ne na konc koncev, je tam gor večina informacij, ki jih lahko ljudje sami preverijo. Je bila ta strankarska hierarhija. Jaz sem občutek, da moram večino svojega časa nameniti plezanju po strankarski lestvici. Ali bom znotraj, torej seveda znotraj poslanske skupine, potem znotraj širše stranke imel svoje mesto, od tega je bilo odvisno, kaj bom počel v parlamentu, koliko bom lahko govoril, kaj bom govoril, na kakšen način. Zraven sem pa gledal kot pravnik, nedolžno pa naivno, kot vedno sem, 82. člen Ustave, ki pravi v prvem odstavku, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Ja, to je verjetno eden najbolj smešnih členov v Ustavi, kar se tiče samega delovanja politike in parlamenta. Nažalost, niso vezani na kakršnakoli navodila. Razmišljal o tem, da bomo čez 2 leti imeli kralja Matjaža za predsednika vlade, ki bo uresničeval program 2020 ali pa program, ki bi mu je še kaj dodal zraven, je zelo težko. To, če bi kralja Matjaža imeli, ne bomo večino v parlamentu, ker bojo tam sedeli karjavli in butalci in podobni ljudje. Morda bi bila ena varianta, sem tudi enkrat napisal, predsedniški sistem, neposredne volitve predsednika vlade, ki bi potem lahko imenoval svoje ministre. Ker veste, potem pa rado to ne bilo treba najprej narediti stranke, pa dobiti to prvo leto 5%, pa pol čez 2 leti 15%. Bomo Pandorino skrinico vprašali. Tako da, ali pa komu drugmo. In recimo, ena zadeva, ki je zelo pomembna, je vprašanje sistema financiranja stranke. Danes največ denarja dobijo tiste stranke, ki imajo največ poslancev v parlamentu, kar seveda neposredno omejuje, pa neposredno povečuje. Ne, če to pravili v skladu s pravili konkurence, če bi to bil ekonomski trg. Tistemu, ki je že najmočnejši igralec na trgu, tudi največ državnih subvencij daš, zato da lahko svojo pozicijo še odtrjuje. In največ časa na televiziji in tako naprej. Včasih smo govorili o državljanski nepokorščini, jaz bi rad govoril o državljanski pokončnosti, to, kar je kolega Pavliha prej povedal, ta primer, ko ti nekdo reče, pa dej unga skupine ven, pa boš dobil projekt. Kaj bi bilo normalno slovensko ravnanje v tem primeru? Normalno slovensko ravnanje v tem primeru bi bilo, da bi najprej bili vsi zgroženi, potem bi se dobili na eno špricerju, če bi bili Štajerci ali pa na Cvičku, če bi bili Dolenci ali pa tako naprej, in pa bi rekel temu, bi rekel, lej Marko, takole je, un je poklicu, je rekel tako pa takole, se veš kakšni so, a hočeš, da se slika tvojih otrok, jutro v cajtom objavil, ali kaj,
dajmo se mi zmeniti, damo mi tebe z projekta dol, bomo pa plačali na tretji firmi, pa ta tretja firma tebi dala honorar, pa glih tako zraven, pa glih tako boš zaslužil, mogoče še več, ne, ker če javni projekt čas ne moš honorarja dobiti, če si gor napisan, ali pa temu dal kam drugam, a ne, in tako bi bili vsi rešeni, a ne, njegovi otroci ne bi šli v časopise, projekt bi dobil denar in tako naprej, ne. In koliko ljudi sploh ne poskuša tega, kaj se zgodi, če pa rečeš, da se soliti, ne. In mislim, da je enostavno to treba začeti početi, ne. Pa nekdo pokliče, pa reče, da je tako nared, a veš, drugače bo pa to tako zgodilo, pa rečeš, ajde pa da vidimo, kaj se bo zgodilo, ne. Ampak to ni nepokočenje, to je enostavno, če se enostavno pokončno spet človek nekaj pripričan, da to tudi naredi, ne, da je enostavno. In s tem se zdaj začnejo lahko na dolgi rok spremljati. Strah ne more biti v nobenem oziroma močnejše čustvo od odgovornosti za svoje otroke. Se pravi, če mi iščemo alibi v strahu za to, da za namcem pustimo rasulo, potem pač nismo kot ljudje ničesar vredni. Spomnite se vedno, ko vas je strah, se spomnite, a hočem ta strah tudi otroku pustiti. Več odgovor kot odgovor normalnega starša bo ne. In to je tisto ta pravo vodilo, ki bo spreminjalo svet. Bravo. Pri nam je civilna iniciativa dobila nek negativen prizvok, ki ga pa ne bi smela. Veste, civilna iniciativa oziroma civilna družba je boljši izraz. To je vse, od univerze do gasilskega društva, do vseh nas, ki smo tukaj oziroma ki smo izven strankarske politike in tako naprej. Skratka, velik del ljudi, ki ni direktno vpleten v strankarsko življenje in če pogledamo volilno neudeležbo, kjerkoli po svetu, lahko gotovimo, da je blizu večine. Tam nekje okoli 40 do 50% se ta nevolilna udeležba, torej unih, ki niso voli, ki grejo na volitve, ne? Ampak so ne vem kaj, če niso voli, jaz se seveda s tem ne strinjam, jaz tudi otroke učim v tem duhu, da je najlažje puško koruzo vršt, pa ne jeti na volitve, spravi na volitve treba jeti, tudi če neveljavno glasovnico oddaš, ampak zato pravim, da ne smemo kar tako imeti negativno odnos do civilne družbe. Želim, da bi vlada v pot postavila nekatere nepomembne projekte, ki ljudi samo delijo ali pa sprožajo ponovno neki ideološki ali nek boj, kot je bil poskus spremembe zakona o financiranju verskih skupnosti, ali kot je ta novi nesrečni poskus spremembe zakona o RTV, da bi se zavedali, da če vidijo slabo podobo v zrcalu, da zato ni krivo zrcalo, niso krivi mediji, ampak je očitno nekaj narobe z ravnanjem same vlade in naj za Boga ne menjajo in popravljajo zrcala, ker je to vedno slabo. Najti stično točko in vendarle pogovoriti se z opozicijo glede ključnih reform, ki so pred nami, tako glede reforme trga dela, zdravstvene reforme, pokojninske reforme, ker mislim, da drugače je zelo slabo. Bojim se, da koalicija nima več večine za reforme in mislim, da je odgovornost na premijeru, da na nek način poskuša tudi drugačen odnos postaviti do opozicije, kot je bil do sedaj. Dejstvo je pač, da kakšna je še sploh trenutna večinska podpora reforma. In pa za konec bi rekel, da ne bom zelo pesimističen, mogoče sem tako zvenel, jaz tisti, ki nekako se razumete ali pa spremljate fuzbal, se boste spomnili tiste misli Čira Blažiča, ki je nekoč rekel, nema dobre momča, bi odloši dasa. In skratka, če postaviš prave vodilne institucije in Jani Soršak je bil že danes omenjen, recimo na čelu Rada za varstvo konkurence, potem vidimo, da tudi v obstoječi zakonodaji, v obstoječem institucionalnem okvirju se lahko zelo veliko spremeni. In če bi imeli 100 Janijev Soršakov v državni upravi, 100 takšnih terminatorjev, pa civilne iniciative, kot je ta od kolege Bezdirja, potem sem prepričan, da bi lahko ustvarili dovolj prepiha, da bi se tudi ta megla, ki je v Sloveniji, precej bolj razpredila.
Najbrž nisi opazil, ampak gospod Šoršak je tukaj med nami v drugi vrsti, sicer se ni nič v besedi prijavil, ampak... Moram reči, da ga nisem videl, ker je tole bolj desno stran od mojega vidika. Ga lepo pozdravljam in mu želim, da se naprej tako ustrajen, kot je bil do sedaj, in ne popustil se. Če se sami posamezniki ne boste zavzeli za to državo, niste dostojni svojih otrok. To je vse. Jaz ne bom nobenih dolgih zaključkov tukaj delal. Tisto, kar se mi zdi, da smo se naučili ali pa kar sami pri sebi smo vedeli, preden smo prišli sem, je, da Sloveniji seveda gre lahko dosti bolje, kot gre ta hip. Tisto, kar sem se jaz tukaj naučil ali pa kar pravzaprav ves čas vem, je, da alternativa je, ampak tukaj sem se naučil, da mogoče alternativa ni kralj Matjaž. Ampak, da so alternativa ljudje, da smo alternativa vsi mi, da so alternativa tudi stranke, ki jim ni vse eno, kaj se v Sloveniji dogaja in ki med seboj lahko sodelujejo, govorijo, diskutirajo, se pogovarjajo, tako kot smo se mi tukaj le. Zdaj, jaz se še enkrat vsem 4 lepo zahvalim, upam na še kdaj, mogoče tudi v kakšni drugi obliki in seveda tudi vsem vam, da ste prišli, mogoče še kdaj v kakšni večji dvorani.